Danes v Pomurskem dnevniku. Sprejem državnega prvaka v kronometru. Očitki o slabi skrbi in nasilju. Dan brez avtomobila. Pozor v meglenem obdobju. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Alen Žitnik je mladi kolesarski up iz Borec, ki trenira v kolesarskem klubu Tropovci. S svojimi uspehi pa je že večkrat opozoril nase. Uspehe v letošnjem letu je kronal zmago na krožni progi v okolici Otočca, kjer je v starostni kategoriji U15 postal državni prvak v kronometru. Včeraj je talentiranega športnika slavnostno sprejel tudi župan občine Križevci Branko Slavinec. Kronometer je vožnja na čas in je ena od disciplin cestnega kolesarstva, v kateri se tekmovalci samostojno ali v moštvu spopadajo z uro. Zmaga pa tisti, ki traso najhitreje prevozi. Vsi poznamo Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki sta odlična v tej disciplini. Prvaka pa je dobilo tudi Pomurje. Državni prvak v kronometru za leto 2023 je 10. septembra na kolesarski dirki v Novem mestu postal 13-letni Alen Žitnik. Sprejem sta pripravili občina Križevci in Športna zveza Križevci. Župan se zaveda, da je za uspeh potrebno delo. A ljubezen do kolesarjenja je, kot je dejal, del Alenove družine. Kak njegov stric, tak tudi oče sta že kolesarila od malih nog in seveda zraven vsega prej omenjenega je tudi Alen se ogrel za ta šport. V zadnja leta se odreka marsičemu, glede na to, da so ti treningi naporni, da so tekmovanja naporna. Za uspešnost, ki jo je športnik realiziral z naslovom državnega prvaka, je prejel tudi plaketo občine Križevci in Športne zveze. Ta šport je zelo navaren in tudi to si ti izkusil sam. Tako da predvsem varno in uspešno ti želim naprej. Hvala. Odlični kolesarji kluba iz Tropovec znajo vedno pripraviti kakšno prijetno presenečenje. Tokrat je tako na vrh stopničk stopil mladi Alen Žitnik. Sprejema pa se je udeležil tudi predsednik kluba. Če povem, da se ne spomnim, kdaj je Alen manjko na treningu, tekmuješ pa zdaj to četvrto leto, dobro, ne? Ja. Tako da je to sad samo njegovega dela, pa mi v Tropovcih smo pa zato tam, da mu pomagamo. Zavzeto delo se je obrestovalo. Z veseljem pa pričakujemo, s čim se bo Alen še presenetil v prihodnje. Slovenijo pretresa novo medijsko poročanje o nasilju in slabi skrbi za stanovalce v domu za starejše. Tokrat je na udaru mariborski dom Danice Vogrinec, ki je v preteklosti med drugim dobil celo nagrado za najboljši dom starejših v Evropi. Anonimneži domu očitajo poškodbe oskrbovancev. Slednji pa naj bi bili v istih plenicah celo po 15 ur. Uradne pritožbe v zvezi s tem sicer ni prejela nobena inšpekcija, niti dom, kjer pa poročanje in očitke povezujejo s potikanji ob razpisu za novega direktorja. Številni zaposleni so se tako zbrali pred matično enoto doma Danice Vogrinec. Ogorčeni in užaljeni so nad nedavnimi anonimnimi očitki. Poje jim, pjevam jim, pečem jim, kuham jim. To ni moje delo, pa je moje delo. Ker sem z njima, ker so to moji starši, ker so to moji prijatelji. Od njih sem se marsikaj naučila. Zaupam sodelavcem, zaupam sama sebi. Pravzaprav to prav boli, da nekdo lahko tako blati. Bom rekla, kar bolj ali manj brez osnove. Pred dom so v podporu vodstvu prišli tudi nekateri stanovalci. No, kaj? Nijam se kaj pretožiti. Jaz osebno sem zadovoljna, kak so drugi, ne vem. Za hrano, za oskrbo. Nimam kritike. Med očitki so tudi poškodbe stanovalcev. Direktor Marko Slavič informacije povezuje s primerom agresivnega svojca, s katerim so se soočali že pred časom. Ko se je v domu pojavljal svojec,
nezaposlen, agresiven svojec pred časom vpletli vse mogoče inštitucije, od policije do tožilstva, do varuha človekovih pravic. Vsi ti postopki so bili zaključeni z ugotovitvami, da seveda nobeno nadaljnje ukrepanje ni potrebno, da smo proaktivno ravnali. Še en očitek pravi, da naj bi bili posamezni nepokretni stanovalci v istih plenicah celo po 14 ali 15 ur v enem kosu. Ne verjamem v to, ker moja mama je zmerom, čeprav je v plenički, ni mokra, je urejena, nikoli ni umazana in nasmejana. Če ima pa slabi dan, pa tudi za to znajo poskrbeti. Kadarkoli pridem k svoji mami, ki je na odhajanju, in ko jo vprašaš, kako si, vedno reče, lepo mi je. Kljub vsemu je Ministrstvo za solidarno prihodnost v zvezi s poročanjem pozvalo k pojasnilu socialno inšpekcijo, socialno zbornico in Ministrstvo za zdravje. Po besedah direktorja sicer v zvezi z očitki niso zabeležili nobene prijave. Če je anonimno, zakaj anonimno? Če resnico govoriš, povej ime, priimek. Jaz povem, evo, kdo sem in kaj sem. In da me imajo radi varovanci, jaz njih. Ko je to recimo pred potekom mandata našega direktorja se začnejo vršiti pritiski od določenih ljudi, za katere gre, ne vemo. Tudi aktualni direktor Doma Danice Vogrinec očitke in predvsem trenutek, ko so se pojavili, povezuje z razpisom za novo vodstvo. Jaz sem prijavo oddal, rok za oddajo prijave je bil seveda ne po naključju 16. september, to je bila ta sobota in seveda pogrom, ki se je zgodil. Ob tem pa je v zvezi z medijskim poročanjem že napovedal tožbe. Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra. Vedno znova pa opozarja, kako pomembno je spremeniti svoje potovalne navade. S tem zmanjšati porabo energije in emisij ter seveda spodbuditi zdrav način življenja. Občina Puconci in Razvojni zavod občine Puconci sta tudi v tem letu pripravila številne dogodke za ta teden. Z nami je gospa Ksenija Flegar, direktorica Razvojnega zavoda. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za to priložnost. V občini Puconci res, da že od ponedeljka naprej sodelujemo v okviru tedna mobilnosti. Še toliko bolj z pestrim programom, saj smo bili tudi uspešni na razpisu in dobili tudi sofinanciranje s strani ministrstva. Tako smo v ponedeljek že pripravili, bom rekla, delavnice za zelo ciljno usmerjene, in sicer za društvo upokojencev v okviru občine. In sicer so leta imela prikaz zdravega načina prehranjevanja, potem tudi prikaz nordijske hoje in pa raznih športnih aktivnosti na prostem, ki jih lahko tudi sami doma izvajajo za krepitev mišic. V okviru tega so imeli potem tudi predavanje, kaj pravzaprav trajnostna mobilnost je in kako se je lahko seveda nekako tudi racionalno bolje poslužujejo. Za nameček pa smo potem na koncu tudi skupaj se odpravili z vlakom do Hodoša in tako tudi, bom rekla, našim najstarejšim prikazali eno možnost tudi potovanja, ko se odpravljajo kam dlje. Moram reči, da je to bilo kar uspešno, saj smo slišali med njimi pogovore, da so rekli, da se recimo z vlakom niso peljali že zadnjih 15 ali 20 let. Tako da pomeni, da smo cilj dosegli in smo jih temu tudi, da bodo bolj uporabljali vlak, tudi uspodbudili. No, potem v torek smo imeli tako imenovano popravljalnico za kolesa, kjer smo otrokom osnovne šole prikazali, kako si sami lahko tudi izvedejo kakšna manjša popravila na kolesih. Namreč z 5. razredom otroci tudi postanejo aktivni udeleženci prometa, s tem, ko pridobijo, bom rekla, svojo možnost, da se lahko vključijo v promet z kolesi, naredijo namreč izpit za kolo. V sredo smo imeli kolesarjenje v okviru občinske uprave in sicer smo z električnimi kolesi obiskali občinsko upravo Moravske Toplice, kjer so nam prav tako pripravili tak družabno-rekreacijski program. Smo videli, da je tudi tako sodelovanje zelo dobro, saj so teme, ki smo si jih potem izmenjali, bile vezane tudi na naše delovanje občin in pa tudi na kakšne dobre prakse, ki smo si jih lahko potem izmenjali. Zdaj najpomembnejši dan pa je petek, jutri
jutrišnji dan, dan brez avtomobila, kjer bomo v občini Puconci, v vasi Puconci, zaprli tudi del ceste med številko 22 in 80. To je ta cesta, ki teče mimo občinske uprave, vrtca in trgovine in bomo čez dan seveda imeli polno najrazličnejših delavnic za otroke, za najstarejše in seveda tudi za ostale udeležence. No, bi nam mogoče še kaj več povedali, zdaj jaz verjamem, da ste sigurno marsikaj dobrega pripravili, tudi kakšne kulinarične specialitete, kot je to pri vas v navadi. Tako je, seveda smo se tudi v tej smeri potrudili, imeli bomo tudi sejemsko dogajanje, kjer se bodo predstavili lokalni ponudniki. Eden izmed teh bodo tudi pice Cemešter, ki bo prav tako imel delavnico, da bo otroke naučil, kako si pripraviti slastno pico. Drugače bomo pa še potem imeli tudi izdelovanje izdelkov iz lesa in pa seveda ustvarjalnice za naše najmlajše. Možno tudi kaj kupiti? Seveda, tudi. Kmečka tržnica, ne? Kmečka tržnica, tako z našimi lokalnimi ponudniki, ki ponujajo seveda razne modne dodatke, ki jih naredijo doma izpod svojih rok in pa seveda tudi olja in pa lokalne dobrote. Zdaj vemo, da brez avtomobila včasih ne gre, ne? Velikokrat pa vidimo, da je to le potratna razvada, s katero mečemo stran denar, uničujemo zrak, ne? Kaj vi menite, zakaj je pomembno ljudi tako pogosto osveščati o trajnostni mobilnosti? Zdaj bom rekla, čez čas se seveda tudi ljudje malce razvadimo in seveda tudi pozabimo na to, da bi mogli malce bolj racionalno tudi pristopati k temu, tako že k zmanjšanju stroškov, kakor tudi seveda, bom rekla, vplivom na okolje. Zato je seveda zelo pomembno, da ljudi osveščamo, da uporabljajo car sharing, da seveda tudi svoje lastne avtomobile napolnijo z ljudmi, kamor potujejo, seveda, da se tudi te stroške malce porazdelijo in pa da seveda določene lokacije, ki so dosegljive ali peš ali z kolesom, seveda opravijo to aktivno mobilno. Zdaj ste mogoče kakšne povratne informacije prejeli v tem tednu, kako ljudje to dojemajo? Pravim, tako je res pomembno jih osveščati o tem, zato ker jih malce tudi opomnimo in spomnimo, da se da tudi drugače, da so alternativne oblike tudi potovanj in mobilnosti in pa seveda, da za tem naredimo tudi nekaj dobrega zase in za svoje zdravje, ko recimo ne skočimo vsakič z avtom nekam, kjer lahko v bistvu nam je dosegljivo tudi peš ali za kolesom. In pa tudi v občini seveda imamo potem še električna kolesa in pa tudi polnilnico za električna kolesa, tako da tudi to možnost imamo, da si lahko tudi naši občani izposodijo kolo, če ga slučajno nimajo. Tako, mogoče še kakšna beseda o jutrišnjem dogodku? Seveda bi si želela, da jih pride čim več tudi pogledati naše dogajanje, da prinesejo pozitivno energijo, definitivno je ne bo manjkalo, se bo tam veliko tudi malčkov in osnovnošolcev, ampak da tudi starejši vidijo in pokažejo, da je pomembno, da se jih ozavešča o tudi varnosti v prometu in pa seveda tudi, da smo čim bolj trajni, kar se tiče naše mobilnosti. No, tako, super. Gospa Senja Flegar, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala tudi vam. Jesen je tako rekoč že potrkala na naša vrata, od voznikov pa večkrat zahteva določeno stopnjo prilagoditve. V tem času je pogost pojav tudi megla, ki kliče po še večji pazljivosti. Nižje temperature, megleni dnevi. Megla se lahko pojavi iznenada. Predvsem pa močno zmanjša vidljivost. V tem primeru je med drugim treba prilagoditi hitrost vožnje. Poleg izdatne previdnosti na cesti v meglenih jutrih je pomembno, da vsak voznik preveri, ali ima na svojem avtomobilu prežgane tudi zadnje luči. Morda se zdi samoumevno, pa vendar. Več modelov novodobnih avtomobilov s samodejnim prižigom luči namreč prižge le sprednje dnevne luči, medtem ko zadnji del ostane v temi, zaradi česar je vidljivost slaba. Da bo pot res kar najbolj varna, tako za vas kot ostale udeležence v prometu, pred odhodom v meglen jesenski dan ročno prižgite luči. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan z okrog 23 stopinjami. V Lendavi je bilo opoldne namerjenih 24, toliko tudi v Murski Soboti, v Radencih 23 in Krajinskem parku Goričko 22 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer okrepile.
V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 18 do 24, ob morju do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 17 do 18, podnevi okrog 26 stopinj. V noči na soboto bodo padavine s nevihtami postopno zajele vso državo. V soboto bo pretežno oblačno in deževno. V nedeljo se bo od zahoda deloma zjasnilo, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 12 do 17, čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.